Evropska nogometna zveza je pod Aleksandrom Čeferinom še vedno uspešna. V Beogradu smo danes prisostvovali analizi preteklega leta in pogleda v prihodnost, a najbolj nas je zanimal odziv prvega moža evropskega nogometa na željo, ki so jo izrazile številne nogometne zveze širom stare celine, da Slovenec ostane za krmilom UEFA. Veste, kaj jaz razmišljam, je ena stvar, kaj povem, je pa druga. Pri tem je bil od več kot 20 evropskih nogometnih federacij najbolj jasen predsednik Nemške nogometne zveze Bernd Neudorf, ki je javno povedal, da bi se Čeferin moral potegovati za nov mandat predsednika in da ima pri tem veliko podporo. Absolutno je zelo lepo, če vidiš, da kolegi, ki jih spoštuješ, s katerimi delaš leta in leta, želijo, da jih še naprej vodiš. To je zelo dober občutek in jaz sem jim hvaležen za to. V tem trenutku bi lahko povedal samo to. Ob sotočju Donave in Save so bili predstavniki vseh 55 evropskih zvez, vključujoč slovensko delegacijo. Nogometna zveza sodeluje v UEFA kot enakopraven člen, ker v bistvu tudi pri teh volitvah za izvršni odbor UEFA je ena nogometna zveza, en glas. Sodelovanje med UEFA in nogometno zvezo je izpostavljeno velikokrat na najvišji možni ravni in predsednik UEFA izkoristi vsako možnost, da nogometni zvezi Slovenije pomaga na najboljši možni način. Ja, vse je šlo gladko. Nekateri bi radi morda, da kaj ne gre gladko, ampak je bilo v redu. Imeli smo volitve, 3 častne člane smo izbrali in pač vse ostalo. Bil je, jaz bi rekel, zelo prijeten kongres in Srbska nogometna zveza je bila odličen gostitelj. 49. kongres UEFA je tako zaključen, česa pa se v tem letu njen predsednik najbolj veseli. Zdaj, v teh letih sem se naučil, da je bolje, da se ne veselim preveč, ker je prihajalo kar nekaj težav in tako naprej. Veselim se vseh tekmovanj, pa iskreno povedan se veselim tudi svojega poletnega dopusta. Oddih, ki se z zaključkom ligaške sezone na vseh frontah tudi nezadržno bliža.